Apple je predstavil nove iPhone. Andraž, kjer ga mi da priporočava? Davor, res dobro vprašanje, ampak mislim, da je tukaj odgovor ful lahek. Je to osnoven iPhone 17. Se čist strinjam s tabo, Andraž, nimam nič za dodati. Zdaj, ko so dodali 120 Hz osveževanje zaslona in povečali baterijo, praktično ni razloga, zakaj bi kupil kakršenkoli drug model iPhone 17 serije, ker ima itak 90% tega, kar imajo ostali modeli. Pa za boljšo ceno. iPhone Air je zanimiv. Je tank, pa ful lep, sam to je tudi nekako vse, kar lahko v njem rečem. Pač je tank telefon, sam kaj nam bo to pomagal Apple? Kdo je tukaj ciljna skupina? Zdaj pa še iPhone 17 Pro modela. Mislim, itak sta ful dobra, sam... Dej, Andraž, daj ti to prevzam, da sem poslišal, da sem preveč. Pač kaj s to oranžno barvo model? Telefon zgleda kot en kitajski plastičen telefon za otroke. Sam dober, ajde, dajmo hitro pogledati, če pod pokrov. Čip je itak top, tako kot tudi kamera. Ima pa tudi prvič parno komoro za hlajenje in pa večjo baterijo, tako da ni vse samo slabo. Pa še tega ne smemo pozabiti omeniti, Davor, vsi telefoni imajo zdaj antiodseven premaz na ekranu in pa vsi imajo tudi kvadraten senzor za selfie kamero, kar pomeni, da vi lahko delate vodoravne selfije, brez da bi rabili tudi vodoravno podriti telefon. Dobra pogruntavščina. V glavnem, če kdo kaj vpraša, kupite navaden iPhone 17 model, ker bo fiks najin MVP telefon tega leta. Za več informacij pa lahko pogledate najino zadnjo epizodo Gigabajta podcasta, ki so imela prejšnji teden.